Tiger ni pomemben samo za Primorsko, ampak za vso Slovenijo in za vso Evropo. V Sloveniji se nekateri še vedno bojijo praznovati njegov spomin in nasprotujejo posvečenemu in razpoznavnemu spominu v obliki državnega praznika. Tako je zapisal Vili Kovačič, predsednik Društva Slovenski Tiger, 13. maj, ki ga sedaj vabim k besedi. Prosim. Lepo pozdravljeni. Jaz bom malo skrajšal svojo pismeno predlogo in bom celoten govor objavil na spletu. Bom pa samo poudarke, da vas ne bi preveč dolgo časil. Letos mi je uspelo pridobiti tudi gospoda Peterleta, za kar se mu zelo zahvaljujem, ki bo govoril za mano. Jaz bom govoril bolj, kako bi rekel, sindikalne zadeve, kar se tiče društva, ki še živi in dela in živi nad vodo. Od države je pa nepriznana organizacija. Dočim je tisti, ki Tigrov pomen zanikajo, je pa nevladna organizacija prvega ranga. Toliko, da vemo, v kakšnih razmerah živimo in komu se daje poudarek in denar. Spoštovani, prisotni, vsi navzoči in vsi, ki nas spremljate prek medijev. Zelo vesel sem številnega obiska, ki ga vidim tukaj. Tako z obiskom svete maše, kot same proslave v spomin na Tiger. Naša proslava je drugačna od drugih in dosedanjih, in to že po naslovu, ki se tokrat glasi: Tiger se vrača iz pregnanstva, ki se pod naslovom pove še dodatno: Branimo čast primorskim rodoljubljem. In to je naslov nove knjige, ki opisuje pomen tega kraja in tega dogodka. Izpod peresa Milana Gregoriča računam, da bo razdeljenih tudi nekaj 100 ovojnic, ki so na ta račun bile fotokopirane in sem jih jaz tudi sem prinesel. Jože Smolej, ki ima to, prosim, če to razdeliš med ljudi. Sveto mašo in bogoslužjem sporočamo ljudem, da je tigrovstvo, tako kot vsa Evropa, utemeljena na krščanstvu in so bili duhovni temelji tigrovstva utemeljeni na krščansko-socialnem gibanju v tajni organizaciji duhovnikov z imenom svečeniki svetega Pavla, katere vodilni protagonisti so bili Janko Kralj, slikar Tone Kralj in znameniti duhovnik in politik, tako rekoč rezident od cerkve, katoliški duhovnik in politik Virgil Šček, katerega življenjska zgodba je odlično popisana v knjigi Ivana Sivca Ljubil sem slovenski narod. Zato danes toliko večjim veseljem in zadoščenjem najavljam novo knjigo z naslovom Tiger se vrača iz pregnanstva. Da pa Tiger ni samo primorski, ampak je vse slovenski in celo evropski fenomen, je splošno znano in izhaja že iz dejstva, da je pred drugo svetovno vojno, pred fašizmom, 10 tisoče primorcev iskalo azil in dobilo življenjski prostor v matični domovini, predvsem v območju Štajerske in Maribora, takrat še stare Jugoslavije. Med njimi je bil tudi vojaški poveljnik Tigra Danilo Zelen, ki ima v Ljubljani za Bežigradom skromno spominsko komaj vidno ploščo. To pa je tudi vse,
oziroma skoraj vse, kar priča o njim v glavnem mestu. Zato aktualna državna oblast, ki ima velikanske težave z narodovim spominom, pozivamo, da na Trg Republike postavi spomenik tigrovcem. Na kraju, kjer brezoblični delavci sledijo svojemu voditelju Kardelju, to je treba jasno povedati, skupaj s Kidričem stori vse, da tiger izgine iz narodovega spomina in ni bil nikoli kolektivno sprejet v OF. Njuno geslo je namreč bilo posameznike sprejeti, organizacijo uničiti. A pustimo zdaj to. Zato je še toliko bolj pomembno, da ta spomin pretvorimo v državni praznik, dela prost dan, namesto 2. maja, 13. maj, za kar je bil že dan predlog v državni zbor lansko leto, vendar je manjkal samo en glas. Upam, da bomo pri nadaljnih poskusih, če treba jih bo več, ampak nadejam se, da pri taki parlamentarni večini to nikoli ne bo problem. In še nekaj o spomeniku. To, kar je ostalo od spomenika, počasi izgineva. Tukaj le okoli vidimo zadnje sledove. In je obsojeno na popolno izginotje. Zato predlagamo državi, da se ta kraj rekonstruira s postavitvijo nove, stare, tako zvane Lovšinove koče, ali ne vem kakšnega imena, mislim, da je to, po načrtih tistega časa, ki seveda še obstajajo, in tako postane ta prostor enovit kompleks spomina, zemljišče pa naj preide v državno last. Kar se tiče kapelice, kjer poteka maša, bi jo sicer raje imeli bližje, ampak ne moremo jo predstavljati, ker je 100-letna in več zapuščina. Hkrati pa naj spomnim na monumentalni spomenik tigrovcem in drugim braniteljem slovenske zemlje na Cerju, ki je povsem izgubil svoj pomen in namen. Žal, namesto braniteljem slovenske zemlje ga ponovno poimenujejo spomenik miru. Razumi, kdo more. Mi tega razumeti ne moremo. Smatrali smo, da bo po letu 2005, ko so se začela ta dela, ta spomenik, jedro tega spomenika, tigrovstvo in osamosvojitev. Vendar vse je zakopano, vse miruje in nič se ne zgodi. Zato ponovno osvežujemo problem, da je treba spomenike narediti v skladu z njihovim namenom. Ne more jih nihče in nikdar pretvoriti v nekaj drugega. Ne more spomenik braniteljem slovenske zemlje postati kar naenkrat spomenik miru. Spoštovani, naštel sem le glavne predloge. Naslednje leto bo minulo 20 let od prve državne proslave, ki je bila uprizorjena na tem kraju 13. maja leta 2005 z neposrednim TV prenosom, ki se je mnogim, tudi meni, globoko in neizbrisno vtisnil v spomin. Ker so zdaj smo pred pragom evropskih volitev, poudarjam še eno plat tigrovstva. To pa je evropska dimenzija, ki ne sme izostati. Zato poslance, ki kandidirajo ali pa so že v parlamentu, pozivam, naj naredijo v Evropskem parlamentu dostojno obeležje in
pripomorejo k temu, da tudi evropska birokracija, tisti, ki se jim sanjanje o fašizmu, ne bodo govorili utrdni in na pamet, ampak na osnovi tega, kar se je tukaj v tej deželi v resnici dogajalo. Spoštovani, Tiger je mnogo prispeval, da je cona B pripadla Jugoslaviji. Kako smo izgubili cono A in njeno jedro Trst, pa danes seveda tu ne bom govoril. Glede na vse to, pa poudarjam, da bomo takoj po tej prireditvi in še v tem mesecu ponovno vložili v Državni zbor že izdelan zakonski predlog, da 13. maj postane državni praznik, ampak ne državni praznik kar tako, ampak dela prost dan. Kajte imamo rezervnih terminov več kot dovolj. 2. maj ne praznuje nihče v Evropi, mi ga pa še naprej do onemoglosti za zdravljenje mačka uporabljamo za široke ljudske množice. Zato pozivamo poslance vseh političnih strank, da predlog podprejo in s tem izkažejo čast in svojo pripadnost ideji svobode, ki jo pooseblja pesem, ki bo tudi prebrana strani Toneta Kuntnerja in je bila posvečena Danilu Zelenu pred desetletji. Na tem kraju je v boju upadal Danilo Zelen. Zato si zasluži trajen spomenik na Trgu Republike v Ljubljani in razglasitev Danila Zelena za narodnega heroja, kar smo sicer predlagali že pred desetletjem. K podpori za uveljavitev državnega praznika pa pozivam tudi Primorski Tiger oziroma Tiger Primorske in vse njegove člane in jih vabim na promocijo knjige Mirana Gregoriča Tiger se vrača iz pregnanstva. Samo bežno omenjanje najvišjih predstavnikov države Tigra v kontekstu druge svetovne vojne strani političnih voditeljev ob drugih državnih proslavah ne zadošča. Treba je prispevati k njegovi rehabilitaciji in pozitivni promociji tudi na državni ravni. In ne pozabimo tudi na evropski ravni. Naš dolg glede tega s tem sicer še zdaleč ne bo poplačan, vendar bo vsaj simbolična uteha in zadoščenje mnogim, predvsem pa tistim, ki so kot svojci ali potomci zaradi tigrovstva kakorkoli trpeli. Spoštovani, bodimo realisti, zahtevajmo nemogoče, ali kot je nekoč rekel Nelson Mandela, vedno izgleda nemogoče, dokler tega ne narediš. Naredimo oziroma naredite nekaj konkretnega tudi poslanci tega sklica Državnega zbora in novega sklica EU parlamenta, ki imate tokrat edinstveno priložnost, da se zapišete v pozitivno zgodovino slovenskega parlamenta in Slovenije. Spoštovani, zahvaljujem se vam, da ste me poslušali. Ko se vrnemo od tukaj domov, pa ne pozabimo, zakaj smo prišli sem na ta dogodek. Upam, da se vrnemo čez leto dni v veselem razpoloženju, da nam je skupaj uspelo uresničiti nemogoče, to je obnoviti državno proslavo s prenosom RTV Slovenija in uresničenje praznovanja 13. maja kot državnega praznika. Moram povedati, mimo grede, vabilo na RTV Sloveniji bo poslano 5-krat in na niti en poziv ni prišel odgovor. In za konec ne pozabimo še nekaj stvari. Čez 2 leti, to je 2027, je stoletnica ustanovitve Tigra.
To je 100. obletnica ustanovitve Tigra na Primorski Sveti Gori na Nosu. Spominski dan, gre za spominski dan, ko so se ob Malem Šmarnu v začetku septembra 1927 zbrali ustanovitelji Tigra. Kar vse je popisano tudi v knjigi, katere uvitek imamo tukaj in ga bomo delili obiskovalcem. Naj za konec upozorim še na knjigo Ivana Sivca o Vilgiru Šeku, primorskem politiku, ljudskem narodnem voditelju in duhovniku, na knjigo z naslovom Ljubil sem slovenski narod. In je zdaj prevedena tudi v italijanski jezik. In čaka na izdajatelja. Knjigo, za katero si zdaj prizadevamo, da jo bomo uvrstili v skupen projekt Slovenije in Italije. Gorica, Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture. Spoštovani, s tem zaključujem svoj prispevek k proslavi, obenem pa vse sodelujoče in vse ljudi dobre volje vabim v lovsko kočo nad vasjo Struge, kjer se bomo poveselili in izmenjali ideje v upanju, da se bodo zapisane in prebrane misli in zamisli tudi uresničile. Oziroma, da, kot se reče po domače, da beseda bo meso postala, med nami prebivala. Zaključujem s tigrovskim pozdravom: smrt fašizmu, svoboda narodu, ki je izvorni tigrovski pozdrav, tako kot je pesem Bazovica izvorna tigrovska himna, zdaj pa je, kot smo slišali, postala predelana v himno, stala primorska. Se zahvaljujem za obisk in podporo. Delali bomo še naprej, da pridemo do praznika državnega in da pride spomin tudi na javne televizije, ki zaenkrat še ni dostopna. Hvala lepa.